Zdaj smo se vrnimo v Evropo, ta del, recimo bivše Jugoslavije, vemo, prišli so muslimani, turški upadi, mogoče nekaj besed o tem, prihod muslimanov, konkretno v Bosno. V Sloveniji mislim, da večina muslimanov prihaja iz Bosne, oziroma iz Kosova, nekaj iz Makedonije. Mogoče, če se vrnemo še malo nekaj v to, doktor Izviršek. No, Otomansko cesarstvo, kot vemo, je bilo pravzaprav eno od teh 5 velikih cesarstv, na katere je razpadlo islamsko cesarstvo po prihodu Mongolov v 13. stoletju. Otomansko cesarstvo se je razširjalo vse do Bosne in je poskušalo vstopiti tudi proti severu Evrope. Relativno neuspešno. Pač bili so vojaški pohodi in tudi slovenske države so jih bile deležne, ampak ti pohodi so bili v glavnem bolj roparskega značaja, bolj kot ustrajalnega, ni bil tak namen dejansko razširiti meje države, ampak bolj nekako ukrepiti materialno stanje. Seveda izkušnja, ki smo jo bili že deležni, je bila pa relativno negativna. Vsi poznamo tile tabore, ki so začeli graditi po Sloveniji zaradi teh turških upadov, kamor so se pač prebivalci skrili, ko so Turki prihajali. Potem ta sistem obveščanja z garmadami, ki je nekako skušal pravočasno opozarjati ljudi pred turško nevarnostjo. Vse te stvari so se zapisali v našo narodno zgodovino in našo zavest in imamo seveda do islama verjetno tudi preko teh izkušenj relativno negativno odnos, kar je popolnoma razumljivo. Mogoče, kako ostane zdaj na skupnost, muslimanska skupnost v Bosni, zakaj ravno v Bosni? Ja, torej, Osmanski imperij, veliki imperij je v Bosno prišel 1563. Seveda tam je mogoče reči, da so v islam prestopili predvsem nekdanji pripadniki bogomilov, se pravi te dualistične religijske skupine, oziroma tisti, ki niso pripadali katolicizmu, ki se je iz katerega na podlagi etnogeneze nastala torej hrvaški narod v Bosni ali pa pravoslavju, iz katere je srbstvo išlo. Torej, ta Bosna je imela srednjeveško državo med 1180 in pa 1463, pa je pa predvsem ta, kot pravim, te bogomili je bila močna religija. In ker je bil islam v marsičem podoben bogomilstvu, torej so mnogi te bogomili pristopili v islam, je pa treba reči na ta način, ko so pristopili v islam, so v bistvu prišli v vladajočo skupino v Bosni. To je treba jasno povedati, da so bili muslimani privilegirani pred torej katoliki in pravoslavnimi, in zato, ker so bili privilegirani, so imeli toliko manj motivacije za to, da bi se nacionalno oblikovali, da bi neko etnično genezo naredili. Zato se je začelo potem dogajati, da so torej muslimani zamujili v nacionalnem oblikovanju, zato sta dva naroda, ki sta se pa že oblikovala, hrvaški in pa srbski, začela utemeljevati, da gre pravzaprav za islamiziranje Hrvate oziroma Srbe. Vtlej tudi ta dva torej desna projekta, ustaštvo in pa četniki seveda začnejo pritiskati na muslimani in vsak zase pobijati. Čeprav je Pavel hkrati tudi rekel, torej voditelj nezavisne države Hrvatske, da so muslimani cvet hrvaštva. Skratka, pokoli nad muslimani so se dogajali že v drugi svetovni vojni, nažalost so se dogajali seveda tudi med nedavno vojno v Bosni in Hercegovini 1992-1995. Mogoče bi pa sam še nekaj o tem Osmanskem imperiju povedal, torej veliko Slovencev je gledalo to turško serijo Sulejman Veličastni, verjamem, da tudi morda je od vas ali pa poznate koga, ki je gledal. To je bil največji vladar Osmanskega imperija
In v njegovem času torej so Osmani prvič Dunaj oblegali 1529, pa tedaj niso uspeli in so se organizirano umaknili. Drugi so ga potem oblegali 1683. Tedaj je Jan Sobieski, tretji poljski kralj, torej prodrl in Osmane torej porazil pred Dunajem in od takrat naprej se pravzaprav Osmani nikoli več niso konsolidirali. Torej ta umik je bil popolnoma dezorganiziran in zato je Avstrija naprej pravzaprav v tako Dunajski vojni do Požarovskega mira oziroma do Sremskih Karlovcev, to je bil mir 1699, Osmanski imperij nenehno potiskala navzdol, tako da je s časom ta Osmanski imperij postal bolnik z Bosporja. Morda za nas Slovence vsi poznamo ta fenomen janičarjev. Več ali manj. Janičar je turški izraz za nove čete. Murad prvi je torej tam v 14. stoletju začel uvajati kot prvi osmanski vladar načelo, da bodo iz krščanskih, torej podrejenih dežel dečke vzeli in jih socializirali v Mali Aziji in potem vključili v osmansko vojsko. To se je dejansko začelo dogajati. Ti janičari so se lahko samo ali urili za vojsko ali pa borili, niso se smeli poročati in so postali dejansko elitna enota osmanske vojske. Torej, francoski križarji, na primer, so v bitki pri Nikopolisu v 1396 rekli, da so janičari nepremagljivi. Vendar pa so se ravno ti janičari potem, ko so jim dovolili, torej sin Sulejmana, Selim II, jim je dovolil, da so se lahko začeli poročati. In pa tudi, da so njihovi sinovi lahko začeli vstopati v vrste janičar. Na ta način se ta specifična socializacija razbila in so s časoma postali banda, ki se samo za svoje interese borila, tako da na zadnjih je moral Mahmud II. Sultan 1826 jih v enem dnevu vse pobil, ko so se spet neki upirali. Mogoče samo še to, da te janičari, čeprav v Osmanski imperiji je bil sunitski, hanafitski, so bili janičari po svojih religijskih prepričanjih bektašiji in so priznavali 12 imamov, torej so bili bolj podobni šiitskim 12-nikom. Zato, ko je Osmanski imperij premagal šiitskega safavitskega v bitki pri Čadiranu 1514 in je imel Selim I. oče Sulejmana prosto pot, da bi cel Iran lahko zasedel, je rekel, ne bom šel naprej, zato ker ni zaupal v lojalnost teh janičarjev, ki so bili šiiti pravzaprav. Je rekel, ne vem, če bodo oni pripravljeni ličevati šiitski imperij.